Resnica, zakaj je javnost, mediji in politika nočejo sprejeti, ki jo skupaj pripravljamo civilno-družbena pobuda Resnica in sočutje, zatem časnik.si, spletni portal in pa Socialna akademija. Naslov je namensko zastavljen nekoliko provokativno in polemično, saj o resnici sprašuje že Pilat Kristusa na Veliki petek, pa mu zanimivo takrat Jezus ne da odgovora. 70-letnica konca druge svetovne vojne sproža v našem prostoru številne različne razmisleke, tudi odzivi na vsebino spremljajočih pobud in dogodkov so različni. Med zadnjimi dogodki je denimo odmeval pogovor predsednika države s predstavnikoma Nove slovenske zaveze in Zveze borcev za vrednote NOB v Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu. Z obletnico se upada predlog zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki ga je pripravila Nova Slovenija. Nova slovenska zaveza je pred kratkim objavila resolucijo o slovenski zgodovini in spravi slovenskega naroda. Načeloma je cilj vseh teh pobud enak, namreč narodna sprava. A že bežen pogled na dogajanje samo in pa na odzive, ki te pobude sprožajo, govori o tem, da so si poti in sami načini precej različni. Okrogla miza, ki jo zdaj začenjamo, si želi v duhu pobude Resnica in sočutje zastaviti vprašanje, zakaj je med in povojne dogodke moč videti tako zelo različno. Vse omenjene pobude skušajo najti novo pot, da bi se slika v teh dogodkih v družbi uveljavila skozi veliko bolj celovito interpretacijo, kot pa nam jo denimo ponujajo danes mediji, javnost, politika in je nenazadnje zapisana tudi v naših šolskih učbenikih. Kaj je potrebno storiti, da bo lahko čim več resnice o vojnih in povojnih dogodkih postalo del naše kolektivne zavesti? Kako v družbi doseči kakovosten in argumentiran dialog o vsebinah, nad katerimi številni že 25 let ohranjajo status nekakšne tabu teme? O vprašanjih resnice v spravnem procesu se bodo torej nocoj pogovarjali dr. Roman Globokar, teolog, direktor Zavoda svetega Stanislava, zatem Marko Fink, svetovno uveljavljeni bas-baritonist in član pobude Resnica in sočutje, ter Peter Sušnik, predsednik Nove slovenske zaveze. Dr. Frade Adam, sociolog in direktor Inštituta za razvojne in strateške analize, pa je danes popoldne okoli 15. ure zaradi zdravstvenih razlogov svojo odsotnost opravičil. Pogovor bom vodil Jože Bartol. No, še pred pogovorom smo nameravali prisluhniti uvodnim besedam magistra Draška Josipoviča, arheologa, vodje odkopa grobišč zakoncev Hribar in družine Hudnik, ki je pripravil predstavitev sanitarnega iznosa posmrtnih ostankov iz Kraških jam in Brezen, vendar tudi tega prispevka za začetek ne bo. Zakaj ne, pa nam bo povedal član pobude Resnica in sočutje Jože Dežman. Prosim, Jože. Ja, gospod Josipovič je nenadoma zadržan, ampak mislim, da je tisto, o čemer je hotel govoriti in nam bo seveda govoril na enem od jesenskih dogodkov, tisto, kar je izredno aktualno. Ne gre za to, da je recimo Svete Barbare je en dogodek pod zemljo, ki nedvomno Slovencem ne da miru. Ampak v zadnjih 3 letih je bila edina akcija, ki jo je komisija lahko spodbujala in ki je bila izvedena, je bilo to, kar je, čemu se reče, sanitarni iznos posmrtnih ostankov iz Kraških jam. To pomeni odkrivati eno dogajanje, ki pa pravzaprav vsem vidno. Vsa ta desetletja po vojni so jamarji hodili po teh posmrtnih ostankih, na njih so iz Luke Koper vozili kamione salam, na njih so vozili pršutne kosti, Delamarisove salame, na njih še zdaj mečejo mrhovino živalsko.
Rezultat tega, kar je bilo vidno, se pravi, to je bilo namenjeno temu, da tisto, kar je v jamah vidno od teh nesrečnih umorjenih ljudi, se pobere in v 43 jamah so poberali ostanke vsaj 243 oseb. Število verjetno umorjenih Draško ocenjuje, da bi bilo treba množiti z 20. To pomeni, da imamo v delno preučeni, delno raziskanem delu slovenskega krasa verjetno nekaj tisoč mrtvih. In to je tisto, kar je pač treba priznati, kar je treba povedati, da nas pri soočanju ali pa pri priznavanju tega dolga, ki ga do teh ljudi imamo, še čaka in verjetno bo to tema, glede na to, na kakšen, jaz bi rekel, neprimeren način so bili včeraj poslani na vlado amandmaji k zakonu o prikritih grobiščih in pokopu, ki naj bi bili danes sprejeti na vladi in bi povsem uničil smisel zakona. In danes se pa dogaja, da novinarjem ne vedo povedati, kdo naj bi te amandmaje pripravil, a ne? Skratka, ker se bodo ti dogodki še naprej verjetno odvijali v tem duhu, verjamem, da bo to predavanje Draško Josipoviča jeseni zanimivo. Hvala lepa. Zdaj pa, če morda začnemo našo okroglo mizo, potem kar pri tem, kar nam je Jože Dežman povedal v uvodu, z navezavo na tiste stvari, ki se dogajajo okoli arheoloških izkopavanj trupel po vojni pomorjenih. Zakaj, spoštovano občinstvo in seveda auditorij, ter tisti, ki sodelujete na okrogli mizi, se vam zdi, da v 25 letih demokracije, politika in mediji niso bili pripravljeni bolj celovito pogledati na dogajanje tik pred, zatem med in pa po drugi svetovni vojni in je zato javnost na nek način še vedno podvržena črno-beli zgodbi. Pa najprej za začetek prosim kar predsednika Nove Slovenske zaveze Petra Sušnika, da pove, kaj on misli. Lep pozdrav, dober večer. Hvala za izziv. V 25 letih se dogaja točno to, kar je pravzaprav gospod Dežman opisal zdaj na začetku. Nekdo nekje manipulira s tistim, kar je javnosti znano, pri čemer se skriva za anonimnostjo neke zaprisežene resnice, ki pa nikdar še ni bila verificirana na nikakršni drugi inštanci, razen na revolucionarnih forumih leta 1941 in kasneje. Skratka, v teh 25 letih smo priča manipulaciji sestopajočih z oblasti, ki se je začela v 80 letih, ko je bivša država nezadržno se približevala absolutnemu krahu, ko je cel vzhodni blok pravzaprav prišel do svojega konca. Nekatere države na zelo krvav način, kot recimo Bukarešta oziroma Romunija, nekatere pa na mehek način, pri čemer je pravzaprav javnost sama verjela, da so dejansko revolucionarne sile same po sebi se stopile z oblasti. Ta manipulacija, ki smo jo mi doumeli, ali pa doumevamo šele danes na tej demokratični strani, da pravzaprav ta sestop z oblasti ni bil drugega, kakor načrtno sestopanje iz vidnih v nevidno polje moči in iz tega, da pravzaprav s totalitarno represijo branijo vrednote revolucije, v to, da na nezaveden način branijo kakršnokoli reinterpretacijo tistega, kar smo se v 50 letih oziroma 45 letih naučili, je pripeljala do tega, da celotna družbena sfera, ki je v domeni javnega sektorja, izpričuje enoumje, kakor da pravzaprav leta 90 edina sprememba, ki je bila to, da smo se od Jugoslavije poslovili in ustanovili novo državo. Načrtno ne priznavajo tisto, kar je do zdaj edino ustavno sodišče v tej državi sprejelo, da smo mi z novo državo vstopili v nov duhovni in miselni svet, ki ni več totalitaren in ki zavrača vrednote enobaje, da smo zelo iskreni. Ker se to ni zgodilo, ker ta država nikoli ni ovrednotila pridobitve revolucije, ker nikoli ni ovrednotila
socializma kot takega, smo mi pravzaprav danes pred tem, da se sprašujemo, ali ni bilo morda pa le kaj pozitivnega, oziroma vse pa ni bilo le negativno. Čez 10 let se nam po teh postopkih grozi to, da se bomo soočili s tem, se pravzaprav v tistem sistemu je bilo bistveno boljši in še vedno bi lahko bil, samo če bi bili ljudje drugačni. Ta manipulacija je uvod v to, da se resnice ne sprejema. Hvala lepa, gospod Sušnik. Kaj torej storiti, oziroma kako doseči, da bi družba dobila nekako bolj pravo in celovito sliko o takratnem dogajanju, dr. Globokar? Zdi se mi, prva stvar, ki je seveda nujno potrebna, je temeljita zgodovinska raziskava oziroma zgodovinska dejstva, ki pa morajo biti potem tudi slišana v javnosti z eno avtoriteto. In tega pravzaprav tudi resnično še ni bilo, se pravzaprav strinjam s tem, kar je gospod Sušnik prej povedal, da se nekako vleče stara interpretacija zgodovina naprej ob dejstvih, ki so pravzaprav zelo evidentna. In če bi samo gledali sosledje dogodkov, potem je jasno, odkje izvira zlo, ki je potem tudi nekako vodilo to našo preteklost po drugi svetovni vojni 45 let. Kje zdaj poiskati pot naprej iz tega? Ena stvar je gotovo soočenje z zgodovino in zgodovinskimi dejstvi in z resnico. Tudi če je boleča, tudi če je pravzaprav obremenjujoča, tudi če nihče v tej resnici ni čist in ker smo ljudje, pravzaprav je težko najti čiste like, pa vendar je soočenje z zgodovino in zgodovinskimi dejstvi nujno, če želimo postopati v svetlejšo prihodnost, če želimo, da bo nas spomin odrešen, torej da bomo lahko zaživeli eno polno življenje kot narod. Tukaj se mi zdi zelo pomembno osebno, kot recimo duhovniku in pedagogu, to, da mladi ljudje izkustveno doživijo, kam vodi totalitarna miselnost in kam vodi nasilje in kam vodi poglabljanje razlik oziroma delitev znotraj naroda. Izkustven pristop pomeni biti sposoben vživeti se v vlogo človeka v določenem zgodovinskem obdobju in ko sem to sposoben, potem lahko tudi drugače dojemam zgodovino. Potem zgodovina ni nekaj abstraktnega, to niso samo podatki, ampak so to izkušnje ljudi, ki vodijo moje dojemanje in moje vrednotenje tukaj in sedaj. In to se mi zdi, osebno se mi zdi, kot duhovniku in pedagogu se mi zdi to pot, ki bo postopoma vodila k drugačnemu pogledu. Ne da se pa teh stvari spremeniti čez noč, torej ni mogoče tudi obrniti celotne miselnosti in v enem trenutku, in tukaj mislim, da je potrebno imeti tudi eno potrpežljivost, hkrati pa tudi dosti jasno zavest o tem, kaj so zgodovinska dejstva in kako zdaj stvari interpretirati za to, da bodo vodile ta naš sedanji rod k enem drugačnem reševanju stvari, kot so se zgodile pred 70 leti. Hvala lepa. No, če ste bila to pogleda, tako rečem, insiderjev, pa bomo zdaj pogledali še na pogled outsiderja, ki smisla, da je pač po osamosvojitvi prišel v Slovenijo
Marko Fink, vi ste torej, potomec emigrantov. Ko ste prišli leta 90 sem, ste videli eno Slovenijo, danes vidite drugo Slovenijo. Kako primerjava mogoče? Torej, ne moram, da ne bi rekel najprej, da sem zelo vesel, da sem lahko v taki dobri družbi. Zmeraj se tega čez dan bolj zavedam, kako je važno, da imaš okoli sebe ljudi, ki nekako s teboj se čustvujejo, mislijo s teboj, se skupaj spodbujamo, dajemo korežo en drugim. Namreč, jaz sem človek, ki stalno doživljam, ne vem, če tudi vi, asimetrijo v tej družbi. Jaz sem pač otrok emigranta in duhovni sorodnik pobitih. Moj oče, če ne bi se takrat rešil, mene danes ne bilo med vami, jaz bi veliko zgubil, videti ne. Ne vem pravzaprav, zakaj sem zdaj v sredi, ker pravzaprav moja sodelavca sta velika kalibra, jaz znam samo dobro pet, včasih malo razmišljam tudi, povprečno inteligenten, ampak mislim, da pošten. Naučili so me pošteni. Zdaj ta asimetrija, ki se stalno kaže, kako je bistvene važnosti, kako nas stalno sooča s tem, da smo nemočni ali pa da mislimo, da ne moremo. Ampak jaz sem pripričan, da mi moramo marsikaj, ker ko si pač številčno manjši, si primoran, da si boljši. To vejo tudi naši Korošci. Jaz, ko je gospod Taras Karmavnat prišel v Buenos Aires, veste, tam v poznih 80-ih letih, je zame bilo bistveno vprašanje, kje pa bojo, odkud bomo mi imeli te politične kadre, kje bo naša stran imela politične kadre, ki bojo veliko zadoščali potrebno v eni demokratični državi, ki se je že takrat nekako kar usiljevala. Dobro, odgovor je bil veliko tega, veliko navdušenih ljudi in talentiranih, samo zdaj vidimo, da ni zadost, da si ti talentiran za politiko, ampak moraš tudi znati. Politika je neke sorte veda. Je treba biti intuitiven, je treba biti tudi živčno zelo močan. Tako da mislim, da je to, kar danes mi doživljamo, le neka posledica te prvič asimetrije, tudi v tem smislu kvalitete naših politikov. Mislim, moramo si to priznati, ne? Drugače ne bi bilo tako, kot je. Zdaj, kaj mi lahko naredimo? Jaz mislim, da vsak od nas lahko nekaj naredi, prvič to. Ker stalno se srečujem z ljudmi, ki rečejo, ja, se bo tako, kot je, se bo drugi. Ni res. Jaz ne verjamem to. Ko smo se v resnici sočutju začeli zbirati čisti z ene osnovne potrebe, ker smo želeli nekaj spremeniti, smo bili vsi prepričani, da lahko goro premaknemo. In še danes verjamem. Mi lahko goro premaknemo. Ker imamo vsebinsko veliko zapovedati. Mi smo že siti laži. Zato resnica in sočutje. Laž in sovraštvo ne pele nikamor. In tega naš narod sploh ne zasluži. Greša predvsem tudi eno bazično poštenje, pa moškost. Če ni, tudi če ženska mora imeti principe, mora imeti take načela, da so vsem jasna in točno pove, kaj misli. Z veliko spoštljivostjo do so državljana, ker pravzaprav, če bomo ustrajali v laži, bomo šli v brezno, nas ne bo pelalo naprej. Torej, ne vem, diagnoze tle nisem kaj izpostavil, ampak Bože čas za to. Hvala. Zdaj pa dovolite, da potegnem pravzaprav sporednico z naslovom, ki smo si ga zastavili. Rekel sem, da je nekoliko provokativen. Dr. Frane Adam je v korespondenci o pripravi te okrogle mize zapisal takole, citiram: V uvodu je misel oziroma trditev, da je resnica lahko samo ena. To pa ne bo držalo. Tako kot ne drži, da je resnic poljubno mnogo. Niti v znanosti ni ene resnice,
So zgolj paradigme, modeli, hipoteze po Popperju ali interpretacije. Še toliko bolj to velja za polpreteklo zgodovino. Treba je razločevati med posameznimi dejstvi, ki so nesporna, denimo povojni poboji, in pa celovito interpretacijo, torej kontekstualizacijo teh dejstev. In teh interpretacij, v navednicah resnic, pa je več. In morda bi morali naš pogovor nasploh začeti z vprašanjem resnice. Torej, o kateri resnici sploh govorimo? O dejstvih ali o interpretaciji? Dr. Globokar, prosim. To vprašanje je res metodološko vprašanje, filozofsko, o različnih metodologijah. Res je tako, da so v znanosti paradigme, ko postaviš neke predpostavke in potem iz tega izpelješ resnice. Ko gre za vprašanje zgodovine in vprašanje naroda, gotovo, da so dejstva, ki so nesporna, in potem so interpretacije v kontekstu neke širšega okolja, širše zgodovine. Znotraj te kontekstualne zgodovine gotovo obstajajo potem spet osebne zgodbe, zgodbe vsakega posameznika. In to pa ne pomeni, da je zgodovinska resnica relativna, oziroma da bi bilo več zgodovinskih resnic. To se mi zdi zelo pomembno, da znamo razlikovati, tudi če nimamo absolutne resnice, ker absolutna resnica je samo pri Bogu in je človek zaradi svoje prigodnosti, torej neabsolutnosti, ne more spoznati absolutne resnice in tudi svojega lastnega življenja ne poznamo absolutno. To pa ne pomeni, da je vse skupaj pravzaprav prepuščeno goli interpretaciji. In za zgodovino, sploh za zgodovino nekega naroda, je zelo pomembno, da se zedinimo glede svoje zgodbe. In da smo vsi, ki smo člani, ki se čutimo člani enega naroda, da se čutimo tudi pripadni eni zgodbi. Če mi pogledamo, recimo, resnico o slovenski osamosvojitvi, ali če razmišljamo o slovenskem plebiscitu, potem verjetno lahko rečemo, da tam ne bomo govorili o različnih interpretacijah in različnih zgodbah. Spravi, imamo neko skupno zgodbo. In tudi glede druge svetovne vojne in dogodkov po njej moramo kot narod priti do skupne zgodbe, s katero bomo lahko živeli in ki jo bomo potem posredovali tudi našim rodovom naprej. Ta zgodba je tragična, je krvava, je težka, je pa to zgodba našega naroda in do te zgodbe moramo priti do te zgodbe. In kakršnakoli že je naša. Kakršnakoli že je naša. Ne? Z vsem, kar je bila, je naša in jaz kot Slovenec se ne morem skriti pred tem, kar se je zgodilo. In to moram vzeti nase. In to se mi zdi, to bežanje v to, da imamo zdaj vsak svojo zgodbo in vsak svojo resnico in vsak svojo interpretacijo, je lahko na individualni ravni res, torej kot en vojak ali kot en človek, ki je doživel nekaj, ima svojo zgodbo druge svetovne vojne. Ampak kot narod pa imamo neko zgodovinsko resnico, ki je za ta narod konstitutivna. Hvala lepa. Peter Sušnik. Jaz se žal ne morem kosati ne s dr. Adamom, ne s dr. Globokarjem, ker mi podučenost enostavno manjka v tej teoretični razpravi, ampak bom poskusil na preprost način razložiti svoje dojemanje, kaj bi bil pogled na resnico, ki bi bil pravilen. Mislim, da je vsak dolžan sam pri sebi najprej razčistiti svojo vestjo, kaj je v preteklosti naredil prav in kaj ne. In to je bilo tisto, kar smo pričakovali leta 90. Da bo nekdo nekje stopil in rekel, globoko se oproščam za dejanja, ki sem jih storil,
ker so vodila v pogubo. Ker smo prišli kot država v bankrot, ker smo s svojimi preteklimi dejanji, kot je bilo od državnega vodstva, povzročili to grozo, ki je po drugi svetovni vojni bila, in želimo popraviti te krivice, ki smo jih storili drugi. To se ni zgodilo. Jaz mislim, da v osnovi je zdaj iskanje resnice, če tako rečemo, je ta resnica nek drug izraz za to, da iščemo pravzaprav soočenje s tem, da se nekateri v tej državi ne čutijo nič krive in nič ne bi spremenili v svojih ravnanjih, če bi imeli ponovno možnost podoživeti iste okoliščine in isti čas. To je tisto, kar je zame najbolj strašljivo, ker pravzaprav se ta nemoč Nove slovenske zaveze, tistih, ki so preživeli drugo svetovno vojno, beguncev, emigrantov, čuti po 25 letih, da v končni fazi gledajo v to državo in razmišljajo, kaj je vendar z vami narobe. A ne vidite, da je bilo leta 45 oziroma od 41, da je bila to zabloda? Da ste se služili revolucionarnega nasilja oziroma revolucije kot ideje, tam to, tudi do takrat, ko ni bilo niti enega strela še, ko ni bilo niti kančka nasilja. Ampak je tlela ta ideja, da bi kdo rekel, ta ideja je bila zgrešena. In te ideje mi ne bi smeli takrat nikoli ponoviti. Danes pravzaprav smo soočeni s tem, da vsak upravičuje svoje pristaštvo tej ideji in išče izgovore, naj bo to Janez Stanovnik, naj bodo to vsi potomci po vojni temu, da pravzaprav te ideje in samih ravnanj svojih očetov, svojih dedov, svojih stricev, sebih samih, pod nobenim pogojem niso pripravljeni obsoditi ali obžalovati. Nasprotno delajo vse zato, da bi se prikrilo, karkoli je mogoče še prikrito. In iz te osnovne zadeve izvira vsa ta prikrivanje, kdo je napisal kakšen amandma. Šteje absolutno sprenevedanje okrog tega, da pravzaprav denacionalizacija bi bila potrebna, da je poprava krivic potrebna, da je potrebno vrniti premoženje, ki je bilo odvzeto, da je potrebno enostavno priznati pravico do dobrega imena tistim, ki smo jih pobili. Ne, iz te njihove resnice, ki jo pa dejansko čutijo kot resnico. Mi smo dolg časa mislili, da oni sami sebe zavajajo in zato lažejo nam, ker prikrivajo svoje grehe na osnovi tega, da tega ne priznajo. Zdaj pa jaz ugotavljam, da oni temu celo verjamejo in so globoko predani tej zgodbi in v tem kontekstu je seveda osnovni problem, da zgodovinska stroka, ki je v naši državi pridržana izobražencem, ni nikoli postavila pod vprašanje svoje strokovnosti. Če je zgodovina znanost, je vsaka znanost dolžna revidirati svoje učenje na osnovi novih spoznanj. Nekateri pa soočajo nas s tem, da zgodovine ne dovolimo revidirati. Kako le? Če si strokovnjak, si dolžan ugotoviti, da je novih spoznanj in novih dejstev toliko, ki ti nalagajo, da v imenu te zgodovinske stroke dvigneš svoj glas in rečeš, vi ste vsi skupaj navadni šalabajzeri. Ker ne priznate tega, kar je dejansko stroka. In ker ni foruma v tej državi, izvzemši pod rankem dr. Trontlem Akademije SAZU, ki je sprožila ta postopek, da bi moralo se nekatere stvari revidirati in je že tam znotraj same akademije nastal strašanski spor, kaj šele na ravni neke filozofske fakultete, ki je pridržana učenjem zgodovine. In na tem področju je treba najprej priti do tega, kaj je dolžnost zgodovinske stroke. Pričanje za resnico in revidirati tiste nauke in reči, oprostite, to knjigo zabrište preč, ker ne drži več, tega pa nišče ne. No, ampak dejstvo je, da dejstva vendarle prihajajo na dan, da jih vse bolj spoznavamo in da se ne moremo delati, kot da jih ne bi bilo. Gospod Fink, tudi vam isto vprašanje, ker je vprašanje resnice je verjetno v nocojšnjem pogovoru temeljno. Ja, jaz sem gor rastel v tujini, torej obdan z bolečino, zato ker so starši mobilirati, ker je moj oče, recimo kot 22-letni fant, leta 42 začutil potrebo, da gre v vaške straže in je šel v rovte, to sem že večkrat povedal, se pravičujem, če se ponavljam, ampak mene ta lik mojega očeta, Slovenca, katoličana, zelo zanimivo, zdaj je že pokojni, ampak kaj je mogel čutiti takrat en mlad fant v Sloveniji,
da je rekel, ne, jaz pa ne bom pustil, da bi Slovence streljali. In je šel v rovte z eno puško, mlad študent prava, druge Slovence braniti pred Slovenci. To ne bo ena istočnica. Druga, tale knjiga je čist jasno, zakaj je bila prepovedana v režimu. Ta knjiga veliko pove, iz leta 42 pobitih 1022 slučajev je te noter. Vsak je rekel, če kaj čez komunizem, je bil že tarča strele. Zdaj, komu ni jasno? Če mi ne razumemo leto 42, sploh ne vemo, zakaj se je potem film tako razvil, kot se je. Kar naenkrat so slovenske matere začele rojevati izdajalce, kar sploh ne drži, ker spontane generacije na tem področju ni jo ne more biti. Nekaj se je zgodilo, da so se Slovenci tako polarizirali. Dokler tega ne bojo priznali določeni ljudje, določen sektor naše družbe, s čem dokazujejo najbolj, da jih resimo, kar je Tom povedal tako zelo spoštljivo, res prav nič ne briga, kakšna je slovenska duša, kakšna je duša in duhovno stanje sodržavljana. To me najbolj boli. Kot umetnika pravzaprav tega ne prenesem, da se laž še vedno tako institucionalizira, se usede in mi, kar imamo moč, to furamo naprej. Prostite, to ni izraz ljubezni do sodržavljana. To je treba povedati. Čisto trkam na poštenje, na bistveno poštenje Slovenca. Jaz vem, da smo Slovenci pošteni v bistvu, ampak tudi vem, jaz bi lahko marsikaj prebral iz tele knjige, torej knjiga, to je zbirka iz leta 37-38, Mi mladi borci. Moj oče 15 let je nosil v tiskarno tiskat revija, ki je bila za dijake namenjena. Slovenska katoliška akcija je to tiskala, tudi osveščala mlade o raznih temah. Imam 3 številke, slučajno vem, da je to rariteta, ampak glejte, ko se enkrat poglobiš v tole, realnost vidiš pravzaprav, koliko je vse vrelo takrat. Državljanska vojna v Španiji, analiza, kaj komunizem pa vnaša, trenutno je ogromno materijala in se vidi, koliko je bila Slovenija takrat upeta v Evropo. Stalno eni članki iz raznih evropskih držav, ki se tukaj proučujejo, zato da odpirajo oči ljudem. Tudi kritični članki proti nacionalsocializmu, Hitlerju. To hočem predvsem spostaviti. Seveda, številčno dominirajo tisti, a ne proti komunizmu, ker svarijo mlade, da ja, ne bi zašli v to, da bi nasedali. Ker takrat, vemo, je hotela fronta biti čim bolj široka, zato da bi dobila legitimiranje. Ker ga ni dobila, je pač ratal to, ker je ratal, kar naenkrat so bili eni sovražni, drugi so bili pa heroji. In človek zmeraj pričakuje od heroja prav herojska dejanja. No, zadnje se pa heroj izkaže s tem, da strelja v tilnik, da se stradane zvezane meče v rove. A so to heroji? Sorry. Res. Čist roko na srce. Hvala lepa, gospod Fink, kar ostanite pri mikrofonu. Čez 2 dneva bo srednja državna proslava ob 9. maju. Pa se je druga svetovna vojna v Sloveniji res končala 9. maja. Resnični tragični konec, kot se kaže danes, je bil namreč konec junija. Povojni poboji so bili tragični finale druge svetovne vojne v Sloveniji. Kaj torej pravzaprav v Sloveniji slavimo 9. maja, gospod Fink? No, meni je čisto jasno, da slavimo zmago nad fašizmom in nad grozotam, ki je ta fašizem naredil. Mislim, da tle se vsi soglašamo. Ta ideologija je bila strašna. Samo nič manj strašna ni bila potem ona, ki je potem zavladala, ne? Ki je z istimi metodami ukrepala. Podimo si kar iskreni. Pobila je ljudi brez sodbe, med njimi tudi moje sorodnike, sorodnike od moje žene in skoraj vsake družine, ki sem jaz poznal v Argentini. Vsi so jokali za svojci, krivda jim ni bila priznana, to se prav so umirali kot nedolžni
večina od teh mladih z rožamencem in z očenašom na ustnicah, zato nekaterimi se jasno ve, da so lahko, se enostavno dokaže, da so mučenci in se jih lahko njim priporočamo. Dokazalo se je tudi, da vse tisto, če pogledam spet zgodbo mojega očeta, zakaj je bil proti komunizmu? Ker je vedel. 24 let je bilo že od oktobrske revolucije, mem je šla tudi ukrajinska, tista grozna lakota, 6 milijonov mrtvih. Ljudje so se bali tega. Predvsem katoliški tabor v naši državi je zelo jasno svaril pred tem, kaj komunizem prinaša. Zelo jasno. Ni tudi čudno, da so to bili tudi tarča teh obračunov pred koncem druge svetovne vojne. In končno, 45 let je vladal en režim, ki ni šel nikdar skozi en demokratičen rešeto, da bi ga kdo res potrdil, legitimiral, legaliziral. Večkrat razmišljam, kako bi Tito lahko bil velik, če bi dal recimo svojo oblast na zunanje volitve. On bi se takrat zapisal res s zlatimi črkami. Glejte, zdaj pa tako proces je že mimo, vojne mimo, zdaj pa jaz dam na večstrankarski sistem možnost, ne, ker to ni bila prvotna ideja. Zakaj bi oni se stopili z oblasti, če se jo itak v tistem najhujšem momentu, ko je narod v največji preizkušnji, ko so trije tuji okupatorji, ko zemljo razkosajo praktično, takrat moramo mi revolucijo slediti. Je še danes tega ne razumemo. Kaj je bilo to treba? Kaj je bilo to treba? Pa še monopolizirati. Gospod Sušnik, ali veste, da v Ljubljani pravkar oddaja Radio Pričač? Ja, seveda. Mislim, da naša stran mora biti informirana, kaj delajo na revolucionarni strani. Na frekvencah 88,8 MHz, torej Radio Študent, se vrtijo partizanske pesmi in pa seveda pogovori na temo partizanstva. V tem primeru se nekako zdi, da ne gre več samo za obeležitev in spomin na 70-letnico konca druge svetovne vojne, ampak da gre za neko aktivno manifestacijo. Pa dovolite, da citiram, kaj so zapisali tisti, ki so si ta projekt v dneh od 26. aprila do 9. maja izmislili in ga verjetno tudi financirali, ki se tako predstavljam. Torej, je vse več prikritih in odkritih metod zmanjševanja pomena NOB, celo prepričan, da je bil ta napaka, to je grobo teptanje resnice in zgodovinskih dejstev. Upam, da bo jubilejni Kričač spet dal sjaj našemu plemenitemu uporu v drugi svetovni vojni. Prosim, komentar. Češ komentirati tisto, kar vsi poznamo. Tukaj gre za manipulacijo, nad manipulacijo. Vprašanje, čemu služi? Jaz bolj mislim, da služi temu, da se pravzaprav lastne sile združijo pod enotno parolo, da ne bi bil slučajno kdo vdvomiti na tisti strani, da smo pa res se umaknili kam v pozabo. Ampak realno, poglejte, časopis Delo nam vsak dan prinaša ponatis časopisov, ki so izhajali leta 45, to besedno in te stvari je vredno prebrati. Da ne bomo slučajno pozabili. Zaradi tega, ker izgovorov, ki so tam objavljeni, to je treba prebrati vsako besedo posebej. Zaradi tega, da se ponovno prepričamo, da nič narobe ne mislimo. Ker je tam jasno napisano, kaj je rekel Boris Kidrič in jasno je napisano, kaj je rekel Edvard Kardel in kaj je bilo to zabeleženo, kaj je rekel Tito in tako naprej. Vse stvari, ki so se kasneje zgodile, so bile tam že jasno napovedane. Skratka, za nas 9. maj pomeni samo zamenjava enega okupatorja z drugim, ene diktature z drugim. Tukaj ne gre za nič drugih. Vse v končni fazi sama Zveza borcev priznava, da boji se niso končali 9. maja, ampak da nasprotno, pa smo se borili še junija, tako je rekel slavnostni govornik nedavno, član predsedstva Zveze borcev, da so ropotale strojnice še v juniju in juliju mesecu. Se vemo zakaj. Ampak da to lahko nekdo reče in pri tem ostane priseden, namesto da bi pravzaprav se zamislil na tem, kar je prav povedal, to je tista grozljiva zadeva. Jaz mislim, da v ta sklop povzdigovanja ideološkega ne samo prepada,
Ampak zagrizenost izmanipuliranega naroda, dela tistega, ki ga sprotno zraven financiraš še naprej potem z raznimi privilegiji, z denarjem iz proračuna, če pogledate in medijske razpise in vse ostalo, gre točno v to smer. Bodi naš, dobiš drobtine. Bodi nasproten, živi kakor veš in znaš. Tukaj gre za dejanski problem. Mi načrtno danes gledamo bojevanje boja za isto ideologijo, za isto premoč, za iste manipulativne sredstva, kot so bili nekoč. Tukaj gre boj za oblast. Nič drugega nikoli ni bilo. Gre za to, ali se bomo pomerili na volitvah, ali se bomo pomerili z revolucionarnimi sredstvi. In zaenkrat se vidi, da te volitve dajo na plan vlade, ki jim pač trenutni narod ne zaupa. Zato je treba pač manipulirati pripadnost ljudstva na kakšen drug način. Radio kričač, proslava na Trgu Republike, zastonj klobase, zastonj čevapčiči, zastonj pivo in narod bo naš. Kruha in iger. Ista zadeva. Še vedno ista. Zraven pa, žalujoči ostali, pojdite in žalujte za svojimi in ne obremenjujte tega svobodomiselnega naroda, ki se edin, kar si želi, je, da ima mir, pa po možnosti še zabavo za zraven. To je perfidnost te igre, ki smo ji pričali. Doktor Globokar, še vprašanje za vas, kako vi gledate na 9. maj, tako mimo grede, danes so šli po poti okoli Žice otroci z vrtcev, jutri grejo tisti iz osnovnih šol, v soboto gredo oni iz srednjih šol, nekateri tudi pod obvezno, je tudi pri vas to obvezno? Jaz bi se bolj navezal na tole, kar je rekel prej gospod Fink. Mislim, da moramo biti vsi prepričani, da se da spremeniti stvari in da ne smemo pasti v skušnjavo totalitarne miselnosti in v to, da bi se zdaj zaradi tudi razočaran nad demokracijo spet šli v eno skrajno polarizacijo. Skrajno levo, skrajno desno. To bi bilo za naš narod res pogubno in mislim, da je potrebno vse narediti za to, da smo sposobni živeti skupaj, tudi z različnimi pogledi, vendar, da to pa je možno, še enkrat pravim, če imamo skupno zgodbo, skupno narodno zgodovino. In zdaj, glede tega se moramo tudi zelo jasno zavedati v tej skupni zgodbi, kaj predstavlja 9. maj. In je res kar težko gledati in poslušati v letošnjem letu, ker se mi zdi, da se res stvari po eni strani radikalizirajo. In je nevarno, da bi potem z druge strani v eni jezi napačno odreagirali. Če pogledamo po mojem mnenju, tako kot jaz vidim, 9. maj je tako, kot se je zgodilo leta 1943, ko je en del, recimo del, kjer sem jaz doma zamenjal okupatorja od Italijanov do Nemcev, je potem leta 1945 zamenjal pač nemški nacionalsocializem in to totalitarno miselnost s komunistično totalitarno miselnostjo. Totalitarizem je način razmišljanja, ki onemogoča, da bi drugače misleči sploh imeli pravico do življenja in eno od temeljnih stvari totalitarizma je nasilje in strah. Torej, nabiti je treba ljudem strah pustiti. To obliko totalitarizma je zelo dobro uporabil Hitler in istočasno tudi že bolševiki ali že predtem bolševiki v Sovjetski zvezi. Prej ste mi rekli, zakaj ni Tito dal stvari na volitve. Lenin jih je dal na volitve. Na volitvah je dobil 25% in potem je likvidiral tako imenovano belo gardo. Torej, ko je Lenin bil prepričan, da bo dobil na volitvah v Rusiji. To želim reči, da enostavno so bile pravzaprav v totalitarni miselnosti seveda je vse dovoljeno za to, da jaz pridem na oblast in da ohranjam oblast in to delam s terorjem in
strahovladju. In edini izhod je to, da bi obsodili vsako totalitarno miselnost, čisto vsako, ne glede na barvo, in da resnično spodbujamo soočenje z svojo zgodovino, tudi če je krvava, tudi če je boleča, tudi če nihče ni čist v tej zgodovini, ampak še enkrat bi to rekel, ta zgodovina je naša in z tega moramo mi živeti naprej, zato da se to ne bi nikoli več ponovilo. Mi ne smemo priti do tega, da bi pa zdaj rekel, kdo bo pa zdaj zmagal. Kdo bo pa zmagal pa zdaj leta 2015. Mi smo zmagali leta 1991, recimo ali pa 90 s plebiscitom. Tam smo zmagali kot narod. In na tej zgodbi bi morali graditi, ne pa na zgodbi, ki je res krvava, ki je razdelila in ranila cel narod. Pobila je toliko in toliko ljudi, recimo, kaj zvem, 15,000 so zdaj recimo nekje številke, samo po vojni, brez sodnih pobojev, ampak ranila je tudi vse storilce, tiste, ki so bili v to porinjeni. Mrzdo je bil pač vojak, ki je to moral izvršiti in je s tem moral živeti, ali pa še vedno kdo živi s temi ranami. In cel narod je ranjen in mi dejansko moramo to tragedijo vzeti za svojo, vsakdo izmed nas, in ne pasti pod skušnjavo, da bi z nekimi udarnimi, jurišnjimi zadevami pa zdaj stvari obrnili v drugo smer, ker je ne bomo. Jaz mislim, da edina pot sprave je ta, da sprejmemo to svojo zgodovino in da naredimo vse, da do česa tazga ne bi več prišlo. Gospod Sušnik, nekaj ste želeli? Ja. Z vsem dolžnim spoštovanjem, ampak upozoriti bi želel na neke izraze, ki se pravzaprav v družbi pojavljajo in se mi zdi, da so lansirani mi, ko uporabljamo brez premisleka. Dr. Globokar je omenil radikalno desnico. Jaz pojma radikalne desnice v Sloveniji ne vidim na legitimni politični sceni. Bi bil vesel, če bi jo enkrat definirali, ker se bojim, da radikalna desnica je pojem, ki je zelo podoben klerofašizmu, klerikalizmu, pojmo zaustavite desnico. Skratka, to so krilatice, ki jih uporabljajo tisti, ki nikoli nočejo definirati. Če gledate tisto, kar sem prej rekel, to kartelo, ko natiska. Zdaj, leta 1945 je bilo točno to. Tisti, ki pa tako in tako naprej, tisti bojo pa živili. Nikoli se ni definirali, kdo točno to je, ker čim bi definirali, bi stvar omejili. Ko pa ne definiraš, jih je pa 15,000. In tukaj se mi zdi, da se moramo na demokratični strani naučiti uporabljati precizen jezik. Kaj je zdaj legitimno poslanstvo slovenske, recimo temu desnice na politični sceni in kdo jo sestavlja? Kdo so tiste družbene sfere, kot je recimo Nova Slovenska zaveza in vsi ostali, ki spadajo v to, ki so se pravzaprav opredelili, da so proti komunizmu. In zakaj? Jaz se strinjam, da je cilj živeti skupaj v državi, ki smo v leta 1991 soglasno oblikovali. Ampak moje podvprašanje pa je, a je ta država moja, če še vedno iz današnjih proračunskih sredstev financira vse tiste, ki so storili krivice in od njih ne terja nikakršne neopravičila, ne krivde, ampak vsaj sodelovanje pri tem, da se ta zgodovina razišče. Mene fascinira, da pravzaprav v vseh teh 25 letih demokracije je na prste ene roke mogoče prešteti vse tiste, ki so sodelovali pri dejanjih leta 1945 in so prišli in so rekli, vest me peče, ali mi lahko pomagate, tudi pod pojmom anonimnosti. Tega vzdušja nismo vzpostavili. Nasprotno, mi danes dopuščamo, da teror levice obvladuje še vedno tudi tiste, ki bi morda bili pripravljeni na ta korak. To je zame težki. Odkot ta moč? Odkot ta moč? To mora presegati idejno moč, da lahko nekdo diktira. Odkot moč manipulacije, da pravzaprav takoj, ko se pojavi neko gibanje, ki malo bolj z moškim glasom, kot je rekel gospod Marko,
neka stališča pove, takoj začne razpihvati misel, da se dviguje radikalna desnica, da se dviguje klerikalizem, da pravzaprav cerkev stopa spet nazaj. Na vsak način je treba stvari precizirati. Radikalno desničarstvo ni to, da želiš imeti priznanje, da si faktor v tej družbi, ki je trpel krivico in ki ima pravico vsaj pride do tega, da se postavi za svojo resnico in želi, da ta družba to resnico sprejme tudi za svojo. Mogoče bi šli zdaj bolj na konkretno, pa bi vas vprašal vsakega posebej seveda, kaj bi po vašem mnenju svojcem žrtev največ pomenilo v situaciji, kakršno imamo? Pa bom naštel 4 možnosti. Vi se lahko strinjate z vsemi ali samo z eno, lahko odprete še kakšno novo. Prva, da z njimi sočustvujemo. Druga, da se njim in njihovim mrtvim vrne dobro ime. Tretja, da bi družba, politiki in mediji resnico obravnavali celovito oziroma drugače kot danes. Četrta, da se grobišča odkoplje, mrtve pokoplje s pogrebom. Ali morda kaj drugega. Pa bi dal za začetek besedo kar gospodu Finku. Težko vprašanje. Pri tem, ko ste vi prav te alternative, sem si mislil, sigurno ena te še zraven paše. Saj iz strani mojih sonarodnjakov iz Argentine vem, da bi veliko pomenilo ena uradna in jasno opravičilo saj pobiti, torej svojcem pobiti. To vem, sem govoril ravno zdaj januarja, sem bil tam z raznimi ljudmi, povej mi na kratko, kaj bi ti, s čem bi bil vsaj nekako potolažen. Sem si rekel, eno javno opravičilo, šli smo predelec, da nam je globoko žal. Sam jaz se bojim, da tega ne bomo doživeli. Pripravljam se tudi osebno, ker nekako se tudi čutim neka žrtev, ker mi je bila odzeta ta lepa domovina, sem še pri 40 letih prišel, sem živeti in videl sem samo borbo za preživetje, negotovost v mojem življenju. Ampak tudi zavednost in globoka vera v bodočnost. In da je treba za to, da se nekaj spremeni, včasih se angažirati in jasno povedati, kaj misliš. In je do konca. Torej, to bi sigurno dodal k temu. Kar se tiče odkopa in pokopa, jaz mislim, da bi bilo to zelo pozitivno, da bi država pokazala, da preseže tudi to, da ni tle problem denar, ampak to sigurno bi se obrestovalo v glavah in pomirilo bi stane med ljudmi. Mi rabimo pomiritve, dotrajne. Mi še vedno nekje krvavimo. Eni z te strani, drugi z druge strani. Nismo se še dali roke, nismo se častno pozdravili, pa rekli, lej, sej si tudi ti Slovenc. Sej si tudi ti vreden življenje. Ampak še vedno vlada ta zmagovalska logika. Sej smo mi zmagali. Torej, mi imamo več pravice kot drugi. Večkrat to opažam, kako je ta logika še vedno prisotna. Tudi pri razdeljevanju stanovanj. Ja, mi smo zmagali. Da bom rekel, nobenih imen, ampak ravno v tem nisem govoril o tem, kako je nekdo s tem utemeljeval, če imam več pravice kot ti. Zdaj, kar se tiče pa konkretnih slučajev, zdaj v Kočevskem rogu, jaz vsakeč, ko pridem tja, kaj zapet, z velikim veseljem, ker vidim, da je pesem in sploh umetnost lahko ljudem nekaj prinese, neko tolažbo, si mislim, joj, ma biti res ne bi želel, da bi tam bagri s Petroportal, pa tista katedrala dreves, ne vem, če čisto vsa grobišča, če bi jaz to res pregledal, ampak to je čisto moja osebna ideja, sigurno tehanje, ker to, da so tam človeški ostanki zmešani z odpadki, oprostite, ampak to je tako neokusno, da ne prenese evropske države.
To je nekaj groznega. Ne. To je kot da igraš še enkrat, da to učeš, pa da mu še enkrat vzameš dobro. Tako da je nekako tako. Nekateri pravijo, da je celo to hujše, kot tisto, kar so storili oni v afektu, mi zdaj vzdržujemo z nedogovorom. Doktor Globokar, tudi vam torej te 4 možnosti in še kakšna za povrhu. Se strinjam tudi s tem dodatkom, ki ga je dal gospod Fink. Meni se zdi tudi temeljna stvar je civilizacijski pokop vseh žrtev in tudi identifikacija teh ljudi, koliko je to možno. Mislim, da bi bilo to za svojce, za vse tiste, ki so izgubili svoje najbližje in pravzaprav žalujejo in ne vejo točno, kje so pokopani. In vem, kako je to pravzaprav ena moreča misel, ko ne veš, kje ležijo tvoji najbližji. Že tudi, če ne bi mogli res vsem ljudem odgovoriti na to vprašanje, bi vsaj država pokazala resnično pripravljenost in pieteto do teh umrlih. Človeška civilizacija se je začela s pokopavanjem prednikov, torej umrlih, in z ohranjanjem spomina na prednike. S tem pravzaprav stoji in pade človeška civilizacija. In tukaj pravzaprav kot država in kot narod, če ne bomo storili tega koraka, mislim, da tudi nimamo resnično prihodnosti. To, kar je prej že gospod Dežman povedal o jamah, ki so zmešane z odpadki, takšnimi in drugačnimi, kar je bilo rečeno o tekalih, je grozljivo in mislim, da za en mir je to tudi pomembno. Hkrati pa tudi vse druge stvari, ki ste rekli, gotovo, da so potrebne. Gospod Sušnik. Ker je bilo vprašanje zelo precizno, za kar sem zelo hvaležen. To se pravi za žrtve, za svojce, tisti, ki pogrešajo svoje drage in vedo samo to, da so v javnem spominu zgolj in samo na parnih spominskih ploščah ali pa še tam ne, ker do tega še ni prišlo. Je nedvomno najbolj pomembno, da ugotovijo, kje so, da jih dobijo nazaj, tam, kjer se to da, in da jih pokopljajo, da se od njih poslovijo, tako kot smo videli v primeru Hribarjev oziroma Hudnik. To so primeri, jaz jih skušam ponazoriti tistim, ki pravzaprav tega problema ne razumejo, pa so moja generacija, s tem, da pač v preteklem letu, pa še malo zraven, smo bili priča letalskim nesrečam. Te 3 nesreče, velike, ki so zbudile ogromno pozornosti evropske in svetovne javnosti, nam dajajo neko izkušnjo, kot jo pravzaprav lahko prenesemo drugi. Malezijski avion, ki so ga sestrelili Rusi in Ukrajino, je imel cel kup nizozemskih žrtev. Vse so pripeljali domov in njihove ostanke v spoštljivem spominu kot narod sprejeli in jih vseh hkrati v slovesnem sprevodu od minuti molka peljali na pokopališča, kjer so jih svojci lahko pokopali. To je bila pietetna drža cele nacije, ker se je s tem soočila. Imeli so možnost žalovati, imeli so možnost apelirati, da se odkrije resnico, zakaj je do tega prišlo storilca, ampak istočasno ni bilo želje po revanšizmu. Naslednja nesreča, če pogledamo nemške državljane in pa španske, ki so žrtve samomorilskega nagnjenja v francoskih Alpah. Ni bilo ne naravovarstvenikov, ne kulturnovarstvenikov, ne drugih, ki bi preprečili, da so v tiste Alpe zgradili cesto, infrastrukturo, najdeli vse, kar se je najde dal, pripeljali domov, naredili spominsko slovesnost in ljudem predočili resnico, ker so iskali resnico, kaj je vodilo tega pilota, da je to storil. Pa ga nihče ne obsoja, nasprotno sočustvuje z njim. Zdaj si pa pogledajte malezijski avion, za katerega so dali $100 milijonov, ker ga iščejo po svetu, ker ga ni. In bolečino tistih, ki pravzaprav z imenom in priimkom poznajo svoje svojce, ki so na tem avionu bili in zgine neznano kam. In boste zastopili, kako se pravzaprav počutijo tisti,
ki jim je bil odvzet sorodek. Za njih je najprej kaj važen? Najdeti, pripeljati domov, se soočati s smrtjo in pokopati. To se pravi za najožje sorodstvo doživeti pokop, doživeti javni spomin. Za širšo nacijo pa ugotoviti resnico, zakaj je do tega prišlo. Dokler mi ne bomo imeli teh množičnih pogrebov, dokler ne bomo imeli 218 krst v rovtah, ki jih bo svoja skupnost lahko pokopala sama, toliko časa ne bo miru. Ne more biti mir. Po človeški plati ne moramo pričakovati, da bodo ljudje mirni. Ta nemir je trajen in nič ne bomo naredili, če še na toliko brezen postavimo križe in rečemo, tukaj ležijo, če ne vemo, kdo leži tam. Če ne vemo vsaj to, da bo ta država, da si je resno zavzela, zato da bo vse te žrtve odkopala, jih poskusila identificirati in na koncu sanirala. Če bo trajalo 100 let, pa 100 let, ampak da bomo. Seveda, najbolj zdravilno za spravo bi pa bilo, če bi nasprotna stran, tista, ki je to zagrešila, rekla, mi temu pod nobenim pogojem nikoli ne bomo nasprotovali. Če rabite sredstva, povejte, vzemite si jih, mi temu nimamo pravice nasprotovati, ampak bomo ponižno tihi in upali, da bo ta država kdaj to stvar rešila, pa nas ne bo poklicala na odgovornost, ne osebno, ne kolektivno za to. To bi bilo pa spravno najbližje tistemu, kar si pravzaprav predstavljamo, da bi. Mislim, da ste prav vi rekli, da mora vsak od nas nekaj storiti, ne? Da ni nobenega izmed nas, ki bi bil na tem področju odrešen, njemu pa ni treba storiti nič, ampak se vsak prizadeva po svojih možnostih. No, pa bi zdaj potem šli kar morda na to konkretnost. Nam lahko recimo dr. Globokar na kratko orišete, kako ste se v Zavodu svetega Stanislava, katerega direktor ste, pripravili, da boste obeležili 70-letnico konca druge svetovne vojne? V letošnjem letu smo imeli pravzaprav geslo iz Antigone, ne da sovražim, da ljubim sem na svetu. Kot vemo, zgodba Antigone je ravno zgodba o pokopu umrlega brata in ta misel nas spremlja skozi celo leto. Tako da so pravzaprav vsi dogodki v letošnjem letu so bili zaznamovani s spominom na tragično dogajanje v našem zavodu med drugo svetovno vojno in pa takoj po njej. Več je bilo različnih stvari, od likovne razstave umetnikov, potem od dramske skupine, ki je predstavila zdaj eno igro v zadnjem času, že večkrat je bila odigrana v naši dvorani. Potem je koncert to nedeljo v Cankarjevem domu, kjer je skladatelj Damjan Močnik napisal tudi 2 skladbi novi v poklon žrtvam tega nasilja. Potem načrtujemo postavitev enega obeležja v tem letu. Se dogovarjamo z jezuitom Robertom Dolinarjem, da bo postavil eno obeležje, ki bo v spomin in poklon. Bo se sliši mikrofon, dajte. Plačam, da bi s tem mikrofonom dela torej. Torej, govoril sem o temle obeležju, ki ga bomo postavili v tem letu, še, torej najverjetneje bo to septembra, zdaj to še ne bo uspelo. Potem gremo... Povejmo še to, da gre za podotik, da gre za Brezarjevo brezno oziroma Kočedovino. Ja, to je druga zadeva. Se pravi, to obeležje bomo postavili nekje v Zavodskem parku. Potem gremo na romanje v Kočevski rog, ko to delamo že pravzaprav zadnjih 10 let. Dijaki začnejo to romanje na praznik rečnega telesa v Zavodski cerkvi, kjer beremo pričevanja
o tem, kaj se je dogajalo v samem taborišču, potem na avtobusih beremo pričevanje o tem, kaj se je dogajalo med potjo in potem, ko pridemo v Kočevski Rog, beremo pričevanje še od tam, potem pa gremo v čisti tišini od grobišča pod Krenom do grobišča pod Macesnovo Gorico in tam je, in to je res v čisti tišini. In se mi zdi, da res se ta neposredna izkušnja in podoživljanje tega, kar se je zgodilo, se dijakov še najbolj dotakne. Tako da potem pa tudi tole, naš družbeno-politični krožek je organiziral to okroglo mizo, ki je želel biti en korak k slovenski spravi, to je bila njihova iskrena želja. In pa potem še precej drugih stvari, katere se zdaj ne spomnim, kaj vse je bilo zločeno, ko še kdo pomaga. No, bomo dali besedo zaenkrat gospodu Sušniku, pa vprašali, kaj je na tem področju v tem letu naredila Nova slovenska zaveza, oziroma kaj še morda pripravljajo. Nova slovenska zaveza želi delovati predvsem tako, da zbuja občutek pri ljudeh, da ni vse rešeno. Da ni to samo neka obletnica, ker bi se spomnili gotovih stvari, ampak da stvari čakajo do končne rešitve. V tem oziru smo sami najprej pripravili resolucijo, s katero želimo nekatere stvari povedati, kako se ogledate na spletni strani, tisti, ki niste imeli prilike v Škopovih zavodih na našem postnem občinem zboru, ko smo to stvar sprejeli. V slovesnosti, skozi našo prisotnost na slovesnosti, kot je bila preteklo nedeljo v Rovtah in kot bodo tudi sledile potem po drugih krajih po Sloveniji, po Farah, želimo poudariti bolečino tistih, ki čakajo prvorazrednost ali enakost in so trenutno pahnjeni v položaj, da so na milost in nemilost prepuščeni drugim. V mesecu maju se bomo spomnili obsodbe, ki nikoli ni bila preklicana ali kakorkoli obsojena. 26. maja z balkona Ljubljanske univerze je diktator Tito povedal, kakšna obsoda bo počakala tiste, in zato se bomo 30. maja ob 11. uri na Kongresnem trgu zbrali s kratko spominsko slovesnostjo, na kateri bomo tudi prvič predstavljali slovenski spominski križ. To je križ, ki bo pri vsaki župniji, kjer so postavljene farne spominske plošče, označeval naziv kraja in pa število žrtev. Prvič na enem kraju bomo upozorili slovensko javnost, kaj je sledilo iz enega samega govora, ki je legitimiziral in spravil v tek likvidacijo, ki se je začela potem masovno dogajati z majem oziroma z junijem 1945. Tradicionalna slovesnost v Kočevskem Rogu, ki bo 14. junija v letošnjem letu, na nedeljo ob 11. bo pod vodstvom beograjskega nadškofa, monsignorja Stanislava Kočevarja. Tam se bomo spomnili tistih, ki ležijo v Kočevskem Rogu in ne samo tam, ampak tudi po vseh ostalih grobiščih. Od tam naprej pravzaprav si lahko vsak pogleda koledar naših spominskih slovesnosti, ki potekajo po Sloveniji, nekatere tradicionalnega značaja, nekateri enkratnega, in na rožnovensko nedeljo bomo stvar zaključili v Teharjah, ker se bomo spomnili tudi taboriščnikov in pa vseh tistih, ki so končali in odšli iz teharskega grobišča ali v Barbarin Rov, oziroma v dol pri Klasniku, še kam drugam, ker pravzaprav še ne vemo točno. Skratka, teh slovesnosti bo en kup in potekale bodo v okviru pričevanja za resnico, v upanju na sočutje. Ker menimo, da sočutja brez resnice ne premore. Najprej je treba spoznati resnico, da si potem iskreno lahko sočustven. No, civilno-družbena pobuda Resnica in sočutje je bila lansko leto ustanovljena prav s tem namenom, da se aktivno priključi obeleževanje 70-letnice konca druge svetovne vojne. Gospod Fink, zakaj ste se ji vi pridružili in po
več kot letu delovanja, kakšne rezultate na nek način vidite? V glavnem samo pozitivne. Pravzaprav iniciativa je ratala čisto tako, od danes na jutri. Mene osebno je nagovoril en članek psihologa Tomaža Erzarja v zvezi z travmami in neobdelanimi travmami, kaj prinese, kakšne posledice ima to. Predvsem je tam močno vznemirilo to, da sekundarna traumatizacija, recimo jaz kot otrok, tisti, ki je direktno bil žrtev ali mogel v svet, izgubil domovino, nisem vedel, da je lahko v meni ta sekundarna traumatizacija v jedru še močnejša kot v sami žrtvi. To me je tako čisti znanstvenega vidika zelo vznemirilo. Po drugi strani to, da če dokler ne izjokaš in ne izkričiš svoje bolečine, te ima rabel še vedno za vrat. Tako konkretno, plastično povedano. In vedno, ko se njemu zlušta, bom rekel tako po domače, in bi rad tebe vznemiril, te stisne in spet si jezen in spet beznih. No, jaz kot umetnik seveda verjamem, da glasba je sploh umetnost, nam odpira odlične, krasne svetove, kjer se vse lahko postavi na glavo. Laž postane resnica, predvsem pa, ko zabrni srce, takrat je vse bolj jasno, takrat točno veš, da si na pravi poti. Ko si najbolj, že to je svetega Pavla, vedetno vemo vsi, ko si najbolj na tleh, si najbolj močan. Ker pravzaprav se zavedaš tvoje krhkosti in umetnik deluje na tem področju. Mi stalno kažemo, koliko smo krhki. In je to ni handicap, ni to ena stvar, ki gre proti, ampak gre v prid nekemu procesu v naših srcih, ker pravzaprav vemo, da tisti, ki je v nas usadil eno sovraštvo, zato ker nam je storil eno krivico, najbolj želi, da smo mi še vedno v njegovih rokah. Pa mi zaživimo novo življenje, ob njem, da ga ignoriramo. Tisto ga najbolj zjezi. In ostanejo te ljudi sami, mislim. Sami, ker pravzaprav bi rad skozi to inicijativo pokazal tudi mladini, da je moderno, da smo sočutni, da smo boljši ljudje, se čutimo s drugimi. Da nam ni vseeno. Kaj pa denimo sodelovanje med različnimi organizacijami, pobudami, ki imajo pravzaprav zelo podobne cilje? Kako vidite smisel, da bi recimo se na nekem nivoju poenotili, uskladili neke zahteve do države, do lokalne skupnosti ali kakorkoli že, in potem z vztrajanjem dosegli uresničitev le-teh? Tukaj imam recimo v mislih sodelovanje denimo s pobudo za teharje, s komisijo za prikrita grobišča, z lipo sprave. Gospod Sušnik, prosim. Jaz mislim, da absolutno nima nihče nič proti sodelovanju. Nasprotno, se mi zdi, da ko gledamo in romamo od omizja do omizja v letošnjem letu ali pa tudi v preteklosti, več ali manj srečujemo različne akterje iz teh istih pobud. Seveda, nekomu je neka misel, nek cilj nekoliko bliže, nekomu nekoliko dlje. Gre tudi za interpretacijo teh ciljev in pa različnih poti, kako pravzaprav pride do najboljšega izplena. In se mi zdi, da vsaj kar zadeva Novo slovensko zavezo, mi v osnovi smo prepričani, da v tej državi, ker je demokratična država, je potrebno imeti oblast, ki je na demokratičen način izvoljena in razume, kaj od nje njeni volivci pričakujejo oziroma zahtevajo in da to pravico imamo. Zato se morda nagibamo bistveno bolj k malo bolj možati besedi proti politiki, tudi pomladni, ker od njih pričakujemo razumeti našo stvarnost, razumeti naše prepričanje, naše mišljenje in bolečino,
teh 70 let preizkušenosti izvira. In se mi zdi, da zato si dovoljujemo morda predrzno, ampak vseeno nasloviti na te naše politične stranke, ki so nam najbližje, žal ena ne več parlamentarna, nekoliko bolj drzne in nekoliko bolj hude zahteve, kot si jih drznemo nasloviti na levico, ker jih ne vidimo kot tiste, ki bi sploh bližje v fazi, ko bi bili sposobni razumeti, kaj pravzaprav mi želimo. Morajo ta cikl še narediti. Se mi zdi seveda dobrodošlo, da potem druge pobude na te človeški, širši ravni, morda zavestno, ne politično obarvani, sprožijo tudi debato, ki bo morda zajela tiste, ki nikoli ne bodo volivci desne strani, ampak bodo čutili krivdo ali zaradi grehov svojih dedov, stricov, očetov, ali morda začutili pomembnost, kot jo morda tisti začutijo, ki obiščejo kdaj Barbar in Rov, pa niti slučajno niso na tej strani neaktivni, nekako drugače, ampak čutijo, da to je problem, ki ga je treba rešiti. Skratka, ko bodo razumeli, da pravzaprav en del tega naroda na njih apelira, zbudite se vendar in prepoznajte, da pri nas so stvari drugačne, bomo prišli tudi naprej in bo tudi udeležba na volitvah, ker bo pa naš osnovni cilj kot Nova Slovenska zaveza, da pride do spremembe oblasti, ki bo bolj na tej stvari naredila. Verjetno ena izmed naših največjih napak je, da v preteklosti nismo teh stvari dovolj artikulirali, da takrat, ko je bila prilika, nismo teh stvari rešili, ko je bilo tudi bistveno bolj odprto možnost dialoga z nasprotno stranjo, ker oni pač razumejo tisto, kar je prej rekel gospod Fink, če tebe ni strah v dialogu z njimi, so nemočni. Oni pričakujejo od nas ta strah, ker so ga zavestno bojili. Ta nadrejenost in podrejenost v družbi je njim ucepljena. In ko spoznajo, da pravzaprav se mi lahko pomoči, naj bo to številčna moč glasov na volitvu, naj bo to psihološka moč, ki jo pokažemo kot enakopravnost v dialogu, v odnosih z državo, takrat pravzaprav začutijo, da je pa mogoče pa potrebno se začeti pogovarjati. Dokler pa tega ravnovesja ni v tej moči, tudi v psihološki percepciji te uravnovesenosti, pa ne čutijo potrebe, da si podprli dialogu z nami. Doktor Globokar, morda vi zaznavate recimo kakšno možnost še bolj usklajenega nastopa različnih pobud, ki si, kot sem naštel na začetku, z nekimi svojimi akcijami, vsak na svojem področju, trudijo stopiti skupaj, recimo spraviti nekaj na papir ali kakorkoli že in potem to predočiti bodisi medijem, bodisi politiki, javnosti. Zavod Svetega Stanislava je že zaradi svojega prostora, zaradi stavbe, v kateri je bilo po vojni koncentracijsko taborišče in tudi z katerega je bilo odpeljanih v smrt na tisoče ljudi, prostor, ki ima dolžnost, da poskrbi za to, da se spomin ohranja in da se vse te pobude, ki so tudi v tem našem prostoru lahko dobijo svoj konkreten prostor za to, da imajo prireditve, kar tudi imajo. Veliko teh prireditev se dogaja prav v naših prostorih. To se mi zdi ena stvar, druga je pa potem seveda vzgojno delovanje in pedagoški pristop, ki ohranja spomin in vzgaja mlade k temu spominjanju in hkrati tudi k prizadevanju potem za bolj pravično družbo in tudi za spravo v našem narodu. Še gospod Fink? Zdaj, da sem večkrat zgubljen, ne vem, kaj je vprašanje točno, konkretno, lahko ponoviš? Če bi se lahko opredelili, oziroma ali bi lahko organizacije, ki zastopajo podobne cilje, na nek način nastopile bolj skupaj, ker zdaj se zdi, kot da imamo več poti do istega cilja. Jaz sem absolutno v to prepričan in zato tudi ta pobuda vabi široko vse ljudi. Mislim, da moramo delati komplementarno.